Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Danes je Kranj obiskala naša najmlajša evropska poslanka Zala Tomašič. Spregovorila je o ključnih temah, ki se jim bosta letos posvetila Evropska unija oziroma Evropski parlament s poudarkom na krepitvi konkurenčnosti in varnosti Evropske unije v najširšem smislu tudi z vidika izzivov, ki pestijo gorenjsko regijo. Definitivno je številka ena tema v Evropski uniji trenutno konkurenčnost. Vidimo, kaj se dogaja v Združenih državah Amerike, na Kitajskem, Evropska unija pa nekako pada zadaj. Tako da to vpliva na celo Slovenijo, tudi na naše gospodarstvo, na Gorenjsko in tako naprej, na zaposlovanje. Tudi videli smo, naprimer, kar se tiče avtomobilske industrije, kaj je Evropska unija naredila z njo v prejšnjem mandatu in tudi Slovenija, nažalost, nosi posledice s tem, ker so podjetja že napovedala odpuščanja. Tako da ta konkurenčnost je zdaj glavna tematika, kako bomo vlagali v inovacije, pospešili razvoj, kako bomo ujeli Združene države Amerike in Kitajsko. Ja, kot prvo se mi zdi pomembno, da obveščam ljudi o tem, kaj delam, tako da to je tudi namen današnjega srečanja. Kar se tiče Gorenjske, sem pa jaz v stiku z vsemi lokalnimi odbori, potem tudi s podjetji, ki me kontaktirajo tukaj, potem posebno mesto ima pri meni v srcu Škofja Loka, kjer sem iz tam, tako da tam je pomembna tudi zelo kulturna dediščina, ker sem tudi v odboru za kulturo, tako da vem, da so tukaj težave s financiranjem, tako da se bom trudila na tem področju. Drugače pa jaz priporočam vsakemu Gorenjcu, kaj je, da pride do mene s kakšno posebno težavo, če se sooča, in bomo definitivno pomagali. Trenutno se sprejema na ravni Evropske unije uredba o tem, kaj narediti. Bom probala prevesti, ker delam v angleščini, ampak kaj narediti z vozili, ko niso več primerna za uporabo, ko grejo na odpad. In so med drugim kontaktirali tudi z Adria Mobil, slovensko podjetje, ker nekaj s to zakonodajo bi jim zelo škodovalo. Tako da potem skupaj lahko predlagamo amandmaje in probamo vplivati na zakonodajo, da je sprejeta na tak način, da v bistvu ustreza tudi slovenskim podjetjem in da je smiselna za Slovenijo. V Evropskem parlamentu največ deluje odboru za kulturo in izobraževanje, odboru za notranji trg in varstvo potrošnikov ter odboru za industrijo, raziskave in energetiko. Ja, najprej morate razumeti, da mi seveda smo 4 poslanci SDS-a, nastopamo kot poslanska skupina. Ampak kar se pa tiče našega individualnega dela, pa pokrivamo popolnoma različna področja. In naprimer v odborih, ki jih jaz pokrivam, sem jaz edina Slovenka noter, predvsem pa edina iz SDS-a. Tako da, ko delam nekaj vsebinskega, seveda pač nimam vsebinskega prekrivanja odborov in tako naprej. Srečanje so nadaljevali skupaj z dijaki programa EPAS v mestni knjižnici Kranj, kjer se je pridružil še evropski poslanec Marjan Šarec. Mi smo danes tukaj, da sploh pogledamo, kje začeti, kako začeti in pa seveda sploh slišati, kaj mladim manjka, kako vidijo to rešitev in seveda vse, kar boste vi predlagali, zagotovo ni uresničljivo in ni uresničljivo na tak način, ampak zagotovo je pa več idej dobrodošlih in prepričan sem, da kaj se pa da narediti. Splošno mislim, da se v Sloveniji premalo poroča o delu evropskih poslancev, o delu Evropske unije, tudi v teh nacionalnih medijih. V lokalnih sem pa jaz opazila še manj. Tako da jaz bom delala na tem, da se v tem mandatu to spremenili, sem na voljo vedno za izjave in tako naprej. Ne pa v tem povem, da kar se tiče mojega dela, pa na Gorenjskem, v zadnjem tednu februarja organiziran tudi pogovorni večer v Radovljici, kjer bom jaz in pa tudi občinski svetnik Radovljice, Nejc Vobovnik, spregovorila o vseh ravneh politike, od evropske, nacionalne do lokalne in kako se povezujejo.